Ste že slišali za Ito Rino, slavno slovensko filmsko igralko, ki je odklonila veličastni Hollywood? Poznamo jo po njeni vlogi v filmu Erotikon, ki je pionirsko delo filmske erotike in avantgardna klasika nemega filma. In prav ta film pa smo si lahko ogledali ob zaključku že 28. festivala Bled, tokrat ob spremljavi žive glasbe avtorja Andreja Goričarja. Ja, namen tega je, da bi ljudje čim bolj uživali ob tem čudovitem nemem filmu Erotikon, ki je sicer že več kot 100 let star, oziroma ni še pravzaprav 100 let star, skoraj 100 let star, ampak zelo aktualen in zelo sveže deluje v današnjem času. Obravnava namreč zelo zanimivo in senzualno vsebino, ki je bila za tisti čas še posebej revolucionarna. In mi smo ta film, jaz sem napisal to partituro pred 2 leti in je bila premierno izvedena na največjem festivalu nemega filma v Italiji z velikim uspehom in od takrat smo jo igrali že mnogokrat in danes bomo festival Bled zaključili tudi s to partituro tukaj v festivalni dvorani Bled. Kakšen je občutek nastopiti v orkestru na Bledu ob tem posebnem filmu? Ja, mi pri tem filmu zelo uživamo, moram reči, skoraj najbolj od vseh 3 filmov, ki jih igramo, nemih filmov z Andrejem Goričarjem, nam je ta najbolj nekako pri srcu. Itak zgodba filma in igra Ite Rine in njeni tisti pogledi, ki človeka čisto prevzamejo. In to bomo stalno pred očmi, ko igramo muziko, ker ta čas med igranjem ne moramo gledati na platno, ker moramo gledati note, gledati dirigenta, ampak to nam stalno dela in nam ta glasba zelo dogaja. No, tako, res. Predvaja se film ob živi glasbi, film Erotikon iz leta 1929, v katerem je zaslovela slovenska igralka iz Divače, Ida Kravanja z umetniškim imenom Ita Rina. Zdaj ne vem, če se zavedamo sploh veličine naše prve slovenske igralke in njenih uspehov. Takrat v evropskem prostoru, ona je snemala veliko seveda v Nemčiji, na Češkem, v največjem studiu v Berlinu, v najprestižnejšem studiu v Evropi v takratnem času. Ti filmi me od nekdaj zanimajo. Ta film sem že tudi videl v kinoteki in v Cankarju, ki je bil, je res nekaj posebnega in priporočam te neme filme absolutno vsem, ker to je zgodovina filma, z filmi so popolnoma nekaj drugega, kot pa današnji filmi. Tukaj je izraz teh igralcev in tako naprej, to je res fajn. No, zdaj je pa to opremljeno z glasbo, ki pa ima še poseben čar. Tako da mislim, da je dogodek za Bled to. Kaj pa želite s tem podariti Bledu? Nepozaben dogodek, romantičen dogodek. Mislim, da to lepši moment umetniški za romantično doživetje mi ne pride na misel kot ta film. Ja, prav gotovo prispevek na kulturnem področju, ker to je določene stvari, ki se dogajajo, so že rutinske, medtem ko to je pa nekaj posebnega, in bi bilo dobro, da bi se take posebnosti tudi večkrat. Mislim, da bi bilo lepo, če bi to postala tradicija, tudi te vrste filmi, recimo. Film se je vrtel Erotikon 1 leto v 40 kinematografih po Berlinu, sedeži od 500 do 1000 mest, tako da se mi zdi, kaj še čmo, tudi danes, po toliko letih, se mi zdi, da se to splača pogledati, sploh pa ob čudoviti živi glasbi. Tukaj se mi zdi pa tudi Božja dušo in srce, oči pa spremljajo našo Ito Rino. In sedaj ob zaključku 28. festivala Bled,
Kaj lahko poveste, da ste nam dali in da ste Bledu dali s festivalom? Mislim, to, da smo 28 let obstali pri vseh nevihtah, koroni in tako, mislim, da smo obdržali kulturo in ljubezen.